Veste, da sem enkrat naredil eno kaznivo dejanje, za katerega mi je grozilo 7 let zapora. Ampak to ni bilo najhujše. Najhujše je bilo, ker sem očeta in mamo spravil v tak obup, kar nista živčen zlom dobila. Saj te moji starši so res bogi bili. Kaj so vse mogli pretrpeti zaradi mene in mojih neumnosti. No, v nadaljevanju vam bom povedal to mojo resnično zgodbo, kaj se je naredilo, zakaj mi je grozilo 7 let zapora. Eni se boste zgražali, si boste vse najslabše o meni mislili, sam pa mislim, da sem heroj. Mislim, da čeprav mi je grozilo 7 let zapora, ker sem naredil neko kaznivo dejanje, da sem naredil nekaj dobrega. Zdaj vi vzemite, kakor želite, to je vaša stvar. Je pa, poglejte pa video do konca, ker če ga ne boste gledali do konca, si ne morete nekega zelo pametnega mnenja ustvariti. Tako da jaz zaradi tega dejanja, za katerega bi šel lahko v zapor, pa potem je bil še en dejanje, zaradi katerega mi je pa 2 let zapora grozilo, na to sem ponosen in se imam za heroja in bom vedno na to ponosen. Če hočete slišati še več podobnih mojih zanimivih zgodb, se naročite na moj YouTube kanal. To je čist popolnoma brezplačno, samo kliknite, naročite se, pa potem še zvonček. Zdaj je pa res, da čisto vseh videov, ki jih posnamem, ne objavim. Tudi ta bo namenjen samo za zelo ozek krog ljudi, se pravi tiste, ki so naročeni na moj privat video. Tako da, če želite dobiti dostop do mojih privat videov, kliknite link v opisu tega videa in samo en obrazec polnite in boste dobili dostop. Edini pogoj, ki je ta, da se prijavite z imenom in priimkom, ker se veste kako, nočem, da neki anonimni gledajo take videe, ki so malo sporni, ali kako bi temu rekel, ki se bojo eni nad njim zgražali. Tako da to za začetek. Tisti, ki me ne poznate, naj povem, da živim, že od nekdaj, od rojstva živim v eni mali vasici, ki se imenuje Šentlovrenc. To je približno 8 kilometrov stran iz Trebnjega. Kakor sem rekel, rodil sem se sicer v Novem mestu, ampak vse ostalo sem pa potem živel v Šentlovrencu. In mi tle dobre 2 kilometra stran smo imeli romsko naselje. Za tisto časa kar veliko, ne more se to zdaj s tem današnjim romskim naseljem primerjati, ampak lejte, to bom zdaj malo na pamet rekel, 30 ljudi je pa sigurno živelo, če ne več. In s tem Romi so bili skozi neki problemi. Jaz se spomnim, kako so se to pretepali po gostilnah v naši vasi. Pa tako so tudi malo grozili in tako naprej. Jaz se najbolj spomnim, zelo dobro se spomnim enega dogodka, ko sem bil star 6-7 let in sem se s kolesom peljal čez Šentlovrenc in pred trgovino je stalo eni 4 starejši Romi, moški.
Kot otrok sem se jih bal. Bal sem se jih zato, ker so tak videz dajali, ne. Ne bo zdaj kdo rekel, da sem se jih samo zato bal, ker so bili Romi, ne. Zato, ker so bili glasni, ker so se po trgovini, se spomnim, so kar vpili brez veze. Mislim, obnašali se, kot da bi bilo vse njihovo. In no, enkrat se peljem jaz s kolesom, saj sem rekel, 6-7 let sem bil star in se mi ravno malo pred začetkom trgovine, preden pridem do trgovine, mi gre hlačnica za ketno. In seveda se je vse ustavilo, nisem mogel vrteti. In ko sem se bal, sem se porival naprej z nogo eno in za seboj slišim: "Tamal, jajca ti bom utrgal." Točno tako pa čisto drugače. Seveda 6-7 let star se ustrašiš, jaz sem ugas, rinem, samo da sem čim prej domov prišel, ne. Zaradi takih stvari smo imeli tudi strahove in te strahovi so bili upravičeni. Popolnoma upravičeni, ne. Če je meni na misel ne pride, da bi enemu 6 ali pa 7 let staremu rekel, da mu bom odtrgal njegov spolni organ. No, prve 2 leti sem v šolo hodil v naši vasi, v Šentlovrencu, 1. pa 2. razred je bil in tukaj nisem za sošolcem nobenega od Romov. 3. pa 4. razred sem pa hodil na Čatež, to ni ta Čatež, tam, ko so terme Čatež, ampak je to ta Čatež pri Trebnjem, ki je pa pač od moje vasi 6-7 kilometrov oddaljen. To smo zjutraj z avtobusom hodili. In tukaj sem pa imel sošolca, en od Romov je zastal in je bil v 3. razredu. Vsi smo se ga bali. Eden je bil pa še v 4. razredu, tako da sta bila 2 in seveda sta bila tudi, obedva sta bila vsaj 2 let starejša od nas. Saj veste, kako je, ko je otrok star tam, ne vem, 10, 11, 12 let, 2 leti zelo veliko pomeni, ne. Ali je 9 ali pa 11. Ne, koliko večji je ki je 11, pa tako naprej. No, ki je bil po 4. razredu, je bil pa vsaj 3 leta starejši od nas. No, in ona 2 sta vse ustrahvala, bila sta 2, bila sta močna, mi smo bili prestrašeni in pač tako je bilo. No, jaz se spomnim, da je kmalu začel izsiljevati, je rekel, da mi prinesi jurja. Jurja, to je bilo 10 dinarjev. Najbolj je pritiskal name, najbrž zato, ker je vedel, da mogoče najbolj sigurno imam. Tako da jaz sem mu parkrat prinesel tistega jurja, še zdaj mi je žal, da sem mu ga. Ne vem, kako so drugi, da čisto iskreno povem, ker tistega jurja sem mu jaz na skrivaj dal, bi mu dal raj 5 jurjev, samo da ne bi noben vedel. Ampak si lahko vi predstavljate, v kakšnem strahu živi otrok star, otrok, ki hodi v 3. razred osnovne šole. To si koliko star, 9-10 let, ne vem točno. Ja, tle nekje. In moraš nekomu denar nositi. Saj sploh ne vem, kje sem ta denar dobil. Dobro, tistega jurja si dobil, sem kje kakšne kovance našel doma, pa sem jih vzel, oziroma ne vem, ali se to pravi vzel ali ukradel, nima veze, ampak jaz sem mu to nosil. Siguren pa nisem bil edini. Ampak od drugih je težje dobil, ker res niso imeli. No, se pravim, to je bilo, groza me je bilo v šolo iti zaradi tega. Groza.
Dobro je bilo to, da je mu ta človek obdobja, ko ni 14 dni, 3 tedne, nič v šolo prišel. In v šolo so nas v 3. pa 4. razred so nas vozili je prišel avtobus v Šentlovrenc in nas je proti Čatežu peljal. In tam na Mali Loki se je ustavil in tam je ta Rom prišel na avtobus. In jaz vem, da sem zmeraj živčno gledal že od daleč, a je na postaji ali ni. Se pravim, to je bila edina sreča, ki ga breku zelo velikat ni bilo, rečemo 40% primerov ga ni bilo, pač ni šel v šolo. In tisti dan, ko sem videl, da ga ni, se mi kar odahnilo. Zdaj, če slučajno kdo bo rekel, zakaj pa nisi staršem povedal? Glejte, tu noben ni povedal. In tisti, ki ste starši, verjemite mi, čeprav se zdaj otroci po starši več pogovarjajo, ne, ampak verjemite mi, da obstaja velika možnost, da vam otroci tega ne bojo povedali. Bolj bo huda stvar, težje vam jo bojo povedali, ker jih je sram. Ne vem, zakaj nisem povedal. Moj oče bi jih sicer verjetno red spravil, zato ker moj oče je mu tam od njihovega naselja samo 500 metrov stran proizvodno betonskih izdelkov in je mu skozi njim neke prepire, kralj so stvari, uničval in tako naprej. Sam foter je bil korajžen, ko vem, enkrat, ko sem bil kot otrok gor, kako je znoril na njih, pa so bili 3. In prav je, da je znoril. Je mogel, ker če bi pokazal strah, bi gotovo bilo. Gotovo. Bi še nekaj izsiljeval. Predvidevam. Tako da, ja, no, potem je ta 3. Aha, še to se spomnim. Ko smo pa domov šli, smo pa, zakaj mi tole tle ne polne, veste, da mi je najbrž varovalko mi je ven vrglo. Aha, zdaj pa bo. Spomnim se, da je enkrat, no, ko smo šli pa domov, je pa avtobus prišel po nas, ampak je pripeljal pa une starejše iz Čateža. In seveda, Roma sta se zmeraj, en ali pa 2 zmeraj ta prva postavila za vrsto gor, ker smo se jih vsi bali, noben tudi približno ne pomislil. In se je malo nastavil, tam in je, se spomnim, je govoril, dajte hiter, pa se je še malo nastavil, pride pa en, točno vem, kateri je bil. Bregar se je pisal z Čateža, kakšen let 2 starejši od mene. In ga je pa, koga je, in ga je pa malo drinil, sta se pa stepla. In ga je fino nalomil, Roma. Tako da sem bil tako vesel, da ga je. Škoda, ka ga ni še bolj. Tako da car ta človek, car, da je mu jajca, ker takrat je bilo malo ljudi, ki so se imeli jajca, da so se kaj karkoli jim soprstavili. No in potem je 3-letnik ga bilo konc, ker je ta Rom že itak en let prej ponavljal, je zdaj kao zdelal, ne, to so tako ponavadi, so en razred ponavljali, 2krat jim niso dali ponavljati, pa je šel naslednjega, tako da so večinoma vsi prišli do 4., največ do 5. razreda. No, ki je bil v 4. razredu, je pa tudi že prej 4. razred zastal in je šel pa naprej v Trebnje v 5. razred. Tako da je bil pa v 4. razredu pa en sam Rom, ne. Tam smo pa že mi mogoče malo začutili, da bi ga pa lahko ukrotili. In vem, da enkrat smo se zmenili,
da ga bomo nalomili, da bomo vsi na njega skočili. In veste, kaj je bilo? Samo jaz sem skočil. So se pol nekaj stepla premetavala, sploh ne vem, kako se je končalo. Jaz sem bil zelo razočaran, da mi ni noben pomagal, ampak danes sem ponosen na to, da sem skočil vanga. Te tudi tu dela človeka močnejšega, tako da sem vesel za to izkušnjo, zelo vesel. Drugač sem bil jaz kar dober za tepse. Sicer sem bil manjši od drugih, ampak sem bil dober za tepst. Jaz se spomnim, kaj kakšen večji name šel, ja, me je lahko kar takole malo premetaval okoli, ampak to ono, ko smo se metali po tleh, ampak če se šlo pa zares, sem jaz pa na gobec. Ampak do tega Roma sem v tak strah, da se ga nisem upal. Če bi ga napolnil, mogoče bi zmagal, ampak se nisem upal, tako je to bilo. No, v 5. razredu je bilo pa pol konc tega straha, ker to smo šli potrebno v šolo in tukaj je bil bolj red. Pa tudi Romu je bilo čist malo, ker so maksimalno do 5. razreda prišli. Mislim, da je samo v enem oddelku bil eden, v našem A ni bil nobeden. Pa zdaj tam je tudi bilo nekako to, ne, več ljudi, ni bilo nobenih problemov, ne. Tako da tu je bilo pol rešen ta strah in izsiljevanje in ves sranje. No, so pa še zmeraj delali sranje po vasi. So se pretepali, zmeraj, dostikrat je bilo, ne, mislim, kolikokrat je bil pretep, ki je tudi duh nam priletel telefonirati. Ker veste, včasih ni imel vsaka hiša telefon. Mi smo imeli dokaj malo, zato ker je imel foter obrt in smo verjetno bili tudi na kakšni prednostni listi in so k nam prišli ljudje telefonirati, da so policijo klicali, pa dohtarje, pa rešilce, pa tako naprej, ampak se jih je tudi policija bala. To se upam trditi, mislim, ne vsi. Bilo je nekaj neustrašnih policajev, ki jih poznam, so jih fino pretepali in je bilo tudi prav tako. Mislim, tisti redki policaji, ki so bili, ki malo bolj pri sebi, pa neustrašni, tisti so zaslužni, da je bilo vsaj tako, kot je bilo, ker drugače bi bilo mnogo slabše. Pa dobro, tudi par vaških močnih fantov je bilo, ki se niso nič bali. Enkrat vem, da se je eden tam na vas iz ene 7 stepu, tam je bil en drevo posajen na frišno in ga je drevo utrgal in jih je pol s tistim drevesom tepu. Pol so mu pa v avto šli, pa gas in je še po avtu tako udaril, da je šajbo razbil, on je bil res norc. Drago mu je bilo ime. No, pol, jaz, tudi ko sem bil v srednji šoli, jaz sem tudi te pretepe kdaj opazoval tako izza kakšnega vogala. Pa se tudi nisem nič bal, ker jaz sem takrat treniral karate, sem ga začel v srednji šoli in to mi dalo neverjetno samozavest, ne. Neverjetno, čeprav karate, ne, tisti, ki poznate borilne veščine, karate, ki smo trenirali, karate ni kontakten. Se pravi, ti treniraš udarce, ne, in pol mu pred njega ustaviš 2 centi, ne, in tudi borba, ki imaš, moraš pred njemu ustaviti, če ga preveč udariš, si dobil kazensko točko. In ni bil ta karate, sicer da sem bil pol nekaj ful dober za tepst, ker vem, da smo se enkrat stepali v eni diskoteki in
jaz preprosto nisem človeka udaril, ker sem bil, ko mi je podzavestno, sem bil navajen prej roko ustaviti, preden je preletelo, ne. In sem se čudil, danes sem že 3 na gobec, pa noben mu nič, ne. Zakaj to pripovedujem? Pripovedujem tu, da takrat sem bil samozavesten. Če bi se pa s kom stepil, vprašanje, če bi ga pretepil. Oziroma, blokade so pa dobro delale, ne. Tako da sem bil dostikrat v kakšnih pretepih, pa jaz sem bil zelo redko, da sem dobil kakšno podplutbo ali kaj takega, ne. Ker sem zmeraj nekako vse zavaroval, sem znal, ne, pa se umikal, pa tudi, tako da je bilo nekaj. Ampak glejte, hočem reči, če imate otroke, ni nič slabo, če jih daste trenirati neke borilne veščine, ker marsikakšne muke jim bojo prikrajšane, ker zmeraj se najdejo, povsod se najdejo neki frajerji, ki težijo, ki pametujejo. Tako da mislim, da je tu še zmeraj tako, da ni nič drugače. Pol v srednjo šolo, ko sem hodil, še preden sem treniral, so bili neki jaki junaki, so tu si kar enega zbral, pa mu je težiti začel, ne. In vem, da sem hodil po hodnikih, si mu naštudiran, po katerem hodniku bo šel, da noš onga srečal. Seveda, dokler nisem začel karate trenirati, ko sem ga pa začel, se pa tu nisem več bal. In kaj je bila fora? Ki človek videl, da se ga več ne bojim, me je pustil primer. Dostikrat je, tudi če nisi dober, samo če pokažeš, da te ni strah, pa se ustraš. In tu mislim, da predlagam za treniranje borilnih veščin, predlagam tako za fante kot za punce. Tudi punci lahko zelo prav pride, se veste, ko se kakšna posilstva, tu, tretne, lejte, malo se bo že znala braniti. No, na te Rome nisem mu noben dober spomin. Sovražil sem jih in sem jih tudi z razlogom sovražil. Lejte, ni bilo tu kar nekaj brez veze, ne. Je bila tu neka stara zamera, brezvezna, ne. Lejte, veliko lepš bi mu otroštvo, če jih ne bi bilo. Zato mi grejo na živce, zelo mi grejo na živce. Neki ljudje, ponavadi so tu Ljubljančani, ki so pametni, ki so tu mater, kako je njim hudo, pa kako smo mi nestrpni. Ampak oni ne vejo, kako je živeti z njim, pa so lahko pametni. Kaj ti je en kolega dal dobro idejo, da bi naredili akcijo, da bi zbirali denar in bi tam pri kakšnemu, ki jih fejst zagovarja, ki živi rečemo v bloku v Ljubljani, kupili stanovanje in bi pol zastonj dali Romom ga. Zastonj, zato da bo on videl, kako je. Dokler jih nimaš pri sebi, ne veš, kako je to. Vse moraš skrivati, da ti ne ukradejo, pa ti še ukradejo. Ne? Tako da ne biti pametni, dokler niste tega čez dali. No, potem pa pride, se spomnim, konec 3. letnika srednje šole. Spomnim se, en sošolec je bil še pri meni, ki mi je pomagal nekaj risati za zaključek. Bil sem star 18 let pa 15 dni. To je bilo okoli 15. junija. Delam tam v soboto tiste zadeve še za šolo, s sošolci šel pol z vlakom domov. Jaz pa dobim informacijo, da je tam pod Malo Loko Romom njegovemu avtu zmanjkal bencin in da tam stoji. In je še neka od tistih ljudi, ki so mi tu povedali, bila še neka ideja, da je bilo tu treba iti zažgati. Jaz sem takrat mu apen 6 in sem mu tu doma kantice z bencinom in sem vzel 3-litrsko kantico in sem šel. Zdaj,
bom čisto vse po pravici povedal, bom še tole povedal, ne. Ta je smešna, se jaz smejem, ko se jo spomnim. Jaz sem bil takrat čisto obseden s tem borilnim veščinam. In takrat so se začeli tisti filmi o ninjah. In jaz sem hotel biti ninja. In jaz sem si sam sešel tisto obleko ninja. In sicer ne črno, sem se sešel iz tega kavbojskega blaga in tudi masko. Jaz sem znal štrikati, kvačkati in tudi šivati, ni bilo problem. Sem si nekako tako, da sem si oči zrezal, pa pol nekako zavezal, pa sem bil čisto maskiran. No in jaz sem rekel, grem maskiran, ne, čeprav si itak tema bila, kdo me bo videl, ma še bolj sigurno bi vedel, kdo je, če me v tisti maski videl, ker so ljudje vedeli, da sem čisto obseden s tem. No in jaz grem s tisto masko, pridem do avta, polijem z bencinom, vržem šibico, začne počasi goreti. Sem še malo počakal, gori. Zdaj, ko vam to pripovedujem, je prav avta škoda. Ker jaz sem človek, ki ne more škodo delati. Res ne. In če bi zdaj se še enkrat tu ponovil, mislim, se tudi naredil, ne, tu, ker tudi ni prav, da čisto takole rešuješ probleme, ne. Ampak tudi, če bi mislil, da je prav, jaz danes ne bi mogel avta zažgati. Zato, ker meni je za vsako lastnino tako hudo in tudi v vojnah jaz ne razumem, da bajte zažigajo. Dobro, če ste eno vas osvojil, ne, daj pol svoje not nasel, si bajta nekaj vredna, ne pa da jo požgeš. Jaz tu ne bi mogel, ne, jaz tudi, ne vem, včasih, ko še niso bile te pipe na senzorje, rečemo v javnih WC-jih, ko si vodo odprl, pa si se prav, jaz, če sem videl tam, da je pri enem drugem lijaku voda tekla, sem šel zaprt, pač tak sem, ne. Dobro, ampak tam sem lahko. Vidim, da gori, je zgas proti domu, mislim, stran od ceste, ne. Tam do Temence, do reke Temence je bilo ene 100 metrov, 100 metrov. In sem rekel, bom šel jaz noter malo čez Temenco, malo po Temenci, če slučajno kakšne sledi so mi iskali, da me ne bojo izsledili. Tu sem v filmih videl, ne, ko so kakšne kriminalce s psom lovili, pol so pa videli, mislim, ker je šel pa noter v vodo, pol je pa pes sled zgubil, ne, in jaz sem v vodo skočem noter in se mi je pa tudi ta maska zmočila. In veste, da bi se malo zadušil, zato ker pol nisem mogel dihati čez tisti blago, že tako sem težko dihal. Ne, pa sem tle nekje zavezan odzad, sem komaj odvezal, mislim, malo se zadušil. No in pol sem šel malo po vod gor, šel po vod vse ene 200 metrov, pol pa z vode ven, na kontrastran, pa do doma. No, domov pridem, povem bratu, pa še ene parem, ponosen bil nase, ker v tem sem sanjal cel življenje, zato ker, veste, kad te nekdo, takrat, ko sem bil v strahu, ko sem mogel denarjem nositi, mislim, takrat se tu imaš misli, da bi bomboke vrgel, tudi tu smo sanjali kot otroci. Mislim, se boste rekli grdo, samo človek ima take misli, če pride. Ne, smo nekje videli v enem filmu James Bond ali kaj, da je nekje čist mečken unga eksploziva, pa vse raznese, pa smo sanjali, da bi en avionček dubl na daljinsko, pa tisti eksploziv, pa bi vse vrgali jim v zrak. To je zato, ker si tako, mislim, ker si tako obupan. Ne vidiš izhoda? Si zamislite, to je trajalo leta in leta, mislim, tamle 2 let, vsak dan me bilo strah. Me bo izsiljeval, bo bo tret, bo četrt.
No, tako da sem bil tu vesel. No, pol pa ponedeljka pridem v šole, mi pa en pove, da policija raziskuje, kdo je tu zažgal in da je zato zagroženo 7 let zaporne kazni. Se mi je pa svet ustavil. Se rekel, glih, pred 15 dnem sem bil star 18 let in jaz si zdaj bom šel pa za 7, komaj sem čakal, da bo šole konc, dobro, zdaj bo še en let, zdaj bom šel pa za 7 let v zapor. Ta zadeva je bila seveda po mojem napihnjena, ne. Ne bi šel jaz, če me dobili v zapor za 7 let, kam šel za 7 let v zapor. Ampak, glejte, takrat sem verjel. Takrat sem verjel in sem bil živčen, še pa še. No, takrat še nisem izpita za avto in me je mama kdaj v Trebnje peljala ali kaj takega in je tam stal tisti avto zažgan. In ko me prvič pelje mama, on je pa prav naredil, ko je tule zažgal tale avto. Jaz sem bil seveda čist tih, nič rekel, ampak vsi so tu odobravali. No, pa čez ene pol leta potem, saj sem si s tem moram skrbi naredil. Je pa sestra mami povedala, sestra je bila sicer še, kaj je bila stara, če sem bil star 18, je bila ona 11. Mam prav, res? Sem rekel, res. Sem tudi mislil, da ne bo nič hudega, ker je tam, ko me je mimo avta vozila, je zmeraj rekla, prav je on naredil, da je avto zažgal. Fotra ni bilo takrat doma. Sem rekel, sej fotru ne bo povedala, tu so pozabili, dobro je. Ker mama me je zmeraj zagovarjala. Ona tudi očetu ni povedala za slabe ocene v šoli. Tu sem jo nastrojil, sem rekel, mami, ne povedati, sej bom popravil, pa seveda nisem popravil. No, in foter je najbrž, ne vem, pozno domov prišel. No, in bila ura 1-2 zjutraj, jaz sem trdno spal in me pride mama zbuditi, naj pridem dol. Kako zdaj sred noči dol dnevno sobo. Foter hod v krogu, kot on Baltazar, risanka, če se spomnite. Je bil živčen, obupan. Je rekel, ko si res zažgal avto. Rekel sem, zakaj si pa to naredil? Ja, zato, ker sem mi mogel denar nositi, ker so mi skozi grozili, pa pa trecen se jim pa mašel. Je rekel, pa si ti naumen, zdaj nam bojo pa oni prišli, nam bajto zažgati. Sem rekel, sej noben ne ve. Sem rekel, ne vem, kaj sem rekel. Je rekel, kdo pa to ve? Pa sem naštel 2. Joj, ta bo to vsem povedala, je rekel. Pa najbrž je res tako bilo. No, oče se pol leta ni z mano pogovarjal zaradi tega. Začela so se pol pogovarjati polet, ko sem doma delal, pa se je mogel mi naročiti tu narediti, unu narediti in pol se veste, pride v navado, ne. No, tu me pol še oče prestrašil s tem, tako da mi ni bilo za tega čist lahko. In tistih 7 let mi ni šlo z glave. In veste, kaj se je pa pol točno čez 2 let naredilo. Točno čez 2 let, mislim, 14 dni gor dol, sedimo nekje za mizo, ena družba, tam domačini, tle z vasi.
In se pa en pohvalil, kako je on zažgal ta avto. Jaz, en drug, ki je vedel, da sem ga jaz, me brcnil nogo, pa se smeje. Jaz sem bil pa tako vesel. Sem rekel, fino, naj vsi mislijo, da ga je on. Čeprav ne, zdaj, če bi to resno raziskovali, kaj je on rekel, zlagal sem se zato, da bi frajer bil, ne. Ampak takrat me je pol šele odleglo in sem pol pozabil in ta zapor 7 let in vse naprej. No, pol po tem dogodku, čez ene par mesecev, se ne spomnim točno, morda je bilo tudi prej. Ne, kasneje je bilo, sigurno je bilo kasneje. Pa še en avto, pa en drug zažge, tudi pa tamle vas Vrhovo je od nas proti Gabru. Je pa ista zgodba, bila bencina jim je zmanjkalo, ker veste, tu niso imeli denarja, pa so se zmeraj na hlape vozili, pa tu je bilo in neregistrirano in izpita niso imeli, pa so se bali tu utrebne tankati, pa tako naprej in se jim je dostikrat naredilo, da jim je bencina zmanjkalo. In tam je bil pa en drug heroj, ki je tu zažgal. Drug dan zjutraj, mama, a si ti zažgal avto tam? A sem rekel, tega pa nisem. Tako da je bilo to. Pol se je pa tam v unem naselju na Mali Loki začelo nekaj dogajati. Zdaj jaz čisto točnega vrstnega reda ne bom vedel. Ampak poznam ljudi tam, ki so čisto zraven živeli in te ljudje so jih imeli poln ker so jim krali. To je bilo za znort, to si ne predstavljate, kako je. Enkrat ta, moj sošolc iz 3. razreda, on je bil najjači, največji problematik. On je svojega očeta ubil. In pol je šel v zapor. In pol je bilo že malo boljše. Pol pa enkrat so pa menda šli na morje, ali kako je bilo. So se pa domačini z unih, to so tam 2 vasi okoliške, zorganizirali. To zdaj, ki vam bom povedal, lejte, to nisem bil zraven, ne vem čistočno, niti nimam v spominu, ker to je bilo že pol kasneje, ker jaz tega nisem imel več v glavu in so se zorganizirali in so nekako zažgali tisto naselje. In pol so oni šli nekam drugam, ne vem kam, so šli v Trebnje ali kaj. In mi smo se jih znebili. No, pol sem jaz umiri s to zadevo. Pol pa tisti, ki me spremljate, veste, da sem jaz imel diskoteko v Trebnjem. Afrika se je imenovala, odprl sem jo leta 96. Sem posnel tudi en dober video, katerega naslov je Vzpon in propad diskoteke Afrika Trebnje, tako da to si poglejte, zanimiv video. Za ta video sem dobil toliko pohval, da ne morem povedati, čeprav si nisem mislil, da koga to zanima, ampak zgleda, da zanima ljudi, tako da tudi to bom dal link v opisu tega videa, pa si lahko pogledate. No, jaz odprem diskoteko. Na začetku niti Romi niso hodili k meni, če slučajno da je kdo prišel, tako so prišli 2, 3, pa pol nič, tako da ni bil na začetku to neki hud problem. Pol po 3 letih so pa to bolj masovno začeli hoditi. In jaz sem enkrat redarjem naročil, da jih ne smejo noter pustiti. In najbrž, da so oni šli na policijo, ker so pol mene na policijo klicali in so rekli, ne se zajebavati, to je diskriminacija.
boš kazensko odgovarjal. Jaz sem to od policije vzel resno, oziroma preveč resno, ne? In nisem nič naredil, da bi si jih znebil, kar je bila velika napaka. In začelo se dogajati čim več njih, pa čim manj ostalih. Spomnim se enkrat na enem partiju, mi kelner pride povedati, da je en od Romov s pištolo prišel, da je kar grozil ljudem in da je sošolec od mojega brata. Jaz tega človeka pol iščem, da ga najdem, da ga odstranim z diskoteke. Si zamislite, se to zve, propadeš takoj, pa že takoj takrat slabo šlo. Grem še ven ga iskat, je bil že dan, ker te partije so dlje cajta trajali, in tam ena ženska nekaj joka, sem rekel, kaj pa je? Prav mojo kolegico je en Rom ugrabil dobesedno s pištolo, nasilil v avto in jo je odpeljal. Ko ste kaj policijo klicali, ne vem, njen odgovor, jaz sam vem, takoj kličemo policijo. Pa ni bilo kakšnega hudega odziva. Mislim, da je policija najprej sem prišla mene zaslišati, kaj pa kako. Sem rekel, pa kaj mene zaslišujete, pejte gor, morda punco posiljujejo, pretepajo, Bog ve, koga delajo z njo, ne. Žalostno. Še danes mi je žal, sem sploh policijo klical, Marta mene 3 močne fante še vzel, pa bi mi lepo vzel štile od krampa, tu sem zmeraj in v pisarni in v avtu zaradi lastne varnosti. Orožja nisem nikoli imel, zato ker še zmeraj tu smatram, da tu imajo reve. Čeprav, če ima pa nasprotna stran, pa moraš imeti, ne? Če ima pištolo, ti pa kol od ta štel od krampa, ne bo, ne. Tako da, ampak nismo to naredili, morda bolj, da nismo, ker Bog ve, kaj bi bilo. Ali bi oni, kjer ga ustrelili od nas, ali bi mi, kjer ga preveč. Niti ne vem, kako se je končalo, nisem nikoli pol nič od tega slišal, ker na te partije so hodili ljudje iz cele Slovenije, tudi iz Hrvaške, celo še iz Italije in Avstrije. In izgleda, ta punca ni bila neka domačinka, niti tle 50 kilometrov okoli, tako da nisem nikoli nič zvedel. Čeprav dobro, take stvari se tudi ne zve, ne, ker tudi v korist žrtev ni takih stvari v medijih in tako naprej. Jaz samo močno upam, da je punca dobro čez prišla. No in zato, ker jaz nisem nič naredil, je diskoteka propala. Ne bom rekel, da je propala sem zaradi tega, je tudi, se veste, več let, ko si odprt, bolj popularnost pada, ampak neka taka stvar pa ful pospeš ta proces. In veste, koliko ljudi sem jaz polkje, ko sem jih srečeval tako, ko sem jaz hodil po drugih diskotekih, živijo, kje si šefe Afrike, pa tako naprej, ne. Pa mi je veliko pol reklo, ja, veš, smo zaradi Romov nehali hoditi. Ajte, to ne bom pretiraval, to mi je reklo 100 ljudi sigurno. Sigurno. Še pol kasneje, rečemo, ko je bila že diskoteka zaprta, sem koga spoznal, ne vem, z Ljubljane, ga spoznaš poslovno, skje pa ste vi, Strebenga, kaj sem pa v Afriko hodil. Jaz sem zmerno rekel, ja, in kako je bilo? Dober sem, pol smo nehali zaradi Romov. Mnogo jih je tako reklo. Mnogo.
Tako da je bilo to krivo. No, ta propad diskoteke se je zgodil, to se je zgodil v roku enega meseca, da smo zaprli, dobesedno zaprli. Imeli smo odprto enkrat na mesec, mogoče dvakrat. En srednješolski žur smo imeli, na tisoče ljudje prišli. Pa pol kje te organizatorji v partiju so se najdeli, pa so organizirali. Tako da bi rekel, 15krat na leto je bila diskoteka odprta. To je bilo toliko za preživeti. Kredite neke sem jih mogel plačati, no takrat to po propadu sem v tako krizo nisem za kofemu. Se pravim, če vas to zanima, ker kdo misli, koliko je tu denarja bilo, tudi diskoteka je bil moj najbolj zgrešen posel. Si pogledajte tisti video, Vzpon in propad diskoteke Afrike, v opisu je link. No in pol se jaz to trudim, na srednješolske žure niso hodili. Pol, ker sem se trudil, da bi kaj bilo od tega. In pol po 2 letih fejst matranja, ampak res fejst matranja, se je zadeva nekako popravila. Tako da je bilo malo več ljudi, mogoče smo bili 20krat na leto odprti, pa takrat so vsaj bili ljudje, da ni bilo tu na 3/4 prazno. In pol spet začnejo hoditi. A sem rekel, ta prvič mi je diskoteka zaradi vas propala, ta drugič mi ne bo. Naročim jaz redarjem, da jih ne smejo noter spustiti. So rekli, okej, ampak jaz jih zmeraj vidim noter. Pa zmeraj neko sranje. Šlatali so ženske, težili so. Pa lejte, ljudje se niso ugodno počutili. Verjetno so imeli že razlog. Ejte, mene ne briga, zakaj se moji gosti niso ugodno počutili. Niso se in jaz moram narediti vse, da se ugodno počutijo. In ker sem videl, da tudi z redarjem nič ne zaleže, grem jaz dol na vrata en večer in pridejo. Sem rekel, nimate vstopa. Zakaj ne? Zato, ker delate sranje, šlatate ženske, neprimerno se obnašate in se pregovarjamo, ne, pol ure. Jaz sem bil neumajen, stal sem tlele, vse tudi ta objekt je bil diskoteka in tam, lejte, stal sem en štuk nižji, pa 10 metrov belke, stojim in sem bil neumajen. In pol prav en tip, še zadnjič to vprašam, ne boš nas spustil noter ali ne? Sem rekel, ne bo. Se obrnejo in grejo proti avtu, ko so imeli 20 metrov stran parkiranega. Sem rekel, super, grejo. A ne, so sem vrata odprli in v roke kije za bejzbol, pa biljard palce so imeli. Najbrž niso dosmeli kiju od bejzbola, so imeli še biljard palce. Ampak če ste kdaj biljard igrali, tiste palce so fejst težke, en tak trd les, če tisto pade, potep, Madonna ni dober. In grejo proti meni. Jaz se ne premaknem. Oziroma, še sekiram so bili. Jaz se ne premaknem. Ampak ne, da sem bil tak heroj, ampak tu se mi je prvič v življenju naredilo, da se od straha nisem mogel premakniti. Ker veste, če vas samo malo tepejo, ajde, boš malo plov, malo te bo bolelo, čak, če te pa človek sekira, se ti glavo preseka. Seveda, človek je pri meni delal, tudi kamere so bile, je to videl na kamerah, je takoj policijo klical. Ugante, po kolkem času je policija prišla. Je kar trajalo. Zdaj, lejte,
nočem se tudi vejce ne zlagati, se ne spomnim čistočno, ali so še bili Romi tle. Ne, niso bili, sigurno niso bili. 95% sem, da je policija prišla pol 1 uro po tistem, ko so Romi že šli. Sicer nič se ni naredilo, hvala Bogu. No, iz policije povem, koga je bilo, da jih nisem noter spustil, zato, ker so prejšnji sranje delati, in tretji in četrt. In da so me napali. Biljard palcem, bejzbol kij, pa sekiram. Nekaj si zapisujejo. Ne vem. Pol enkrat mi pride domov groziti. Eno nedeljo z avtom. Mi pride mama do mene. Romi, sicer ni rekla Romi, te iščejo. Jebem ti Boga, ko imaš ti zdaj mene v nedeljo iskal, koga je? Zakaj nas not ne spustiš? Zato, ker sranje delate. Sem pa čez noro, sem rekel, sem še enkrat le prite. Vas bom razbil po strelu. Sem tudi malo igral, moj foter je lovc. In sem tudi gruntal, da če bi še enkrat prišli, bi vzel puško, pa bi ne dvakrat v luftu strelu. Pobim pa avto čist razstavku, pa dolke v dolini ga snoter spustil, da bi vsi videli, vsi vedeli. No in jaz sem šel takrat pol na policijo, da so mi prišli domov groziti. Sem rekel, sem rekel, če bo še enkrat prišli, jaz si bom razlomil še pa še. Sem rekel, da note pol mene zajebave. Pa je policaj točno vem, kateri bi rekel, ne, je rekel, veš, da ne bomo z njim potegnili, bomo s teboj. Sem rekel, dober. No, pol še enkrat en dogodek, jih spet nisem noter pustil, spet grožne, tudi red, spet sodelavc kliče policijo, pride policija, policija malo hmen, malo hunem in oni, da jih ne pustimo noter. Sem rekel, sranje delajo. In pride policist, prav, tlele sta dva, ki še nikoli nista bila v diskoteki. Tako da ona dva nista mogla sranja delati. Sem rekel, možno, ampak je pa tlele veliko takih, ki so delali. Zato jaz ne bom nobenega pustil, jaz ne moram točno vedeti. Ja, pa to ni prav. Ne, sem rekel, ne bom pustil in nisem pustil. Čeprav so policaji rekli, da moram, sem rekel, ne bom. No, ker sem pa tudi jaz mu neke veze na policiji, oziroma niti niso bile tu veze. So bili taki policaji, ki so vedeli, da sem pošten človek, pa so razumeli ta moj problem in me en pokliče, da mi ima nekaj zapovedati. Se dobiva. Prav ti, kazensko vadbo boš dobil, se ti pripravlja. Sem rekel, zakaj? Prav za rasno diskriminacijo, do 2 let zapora ti grozi. Sem rekel, jebem ti Boga. Ni dost, da mi diskoteka zaradi njih propada. Koga? Zdaj sem še s tem zabaval. Pa tle me ni bilo net strah, da bom šel v zapor. Ampak moraš pa odvetnika aktivirati. To spet košta, jaz sem bil takrat brez denarja. Naredim malo presep, plan. Pride sobota, imam odprto, sem rekel, jih bom jaz na foro dobil. Sem cel noč za njim hodil in čakal, da bo en kozarc obtla vrgel. In pol ga je, spodaj na plesišču ga je en vrgel, jaz ga primem, da ga ven zoleku, budala od DJ-ja, pa drugi name skočijo, ker jih je bilo ene 5, pa me mlatiti začnejo, budala od DJ-ja pa luč ugasne, čist tema naredi. Nisem nič videl, dobro se tudi oni niso videli. Se privlečem par metrov do tle na vhod, ki je bilo pa ful svetlo,
In tam so bile ene vrata in vsak je prišel čez vrata, sem ga samo na gobec zbrcal ven čisto vse. Pa še vem, vhodna vrata odpre ena Romkinja in vrže v mene flašo Coca-Cole. Jaz zašibam se, primem za vrata, jo brcnem, je kar poletela. Ženska nad zato. A sem rekel, zdaj bo pa sranje. No, sem bil pa že prej zmenjen s sodelavcem, da takoj, ko bo kaj, pokliče policijo, da so me napali. Vse so me tudi res. No, ampak sem jaz rekel, fino bi bilo, če bi bil jaz majčken poškodovan. Sem poklical, ne bom povedal, kjer ga, ker ne vem, če bom rad videl, da ga omenjam, pa me je dvakrat na gobec udaril. Pa izglažalno sem se malo tako lepo potegnil, tako da je bilo malo krvavo vse skup. Mene k dohtarju, dohtar je direkt v bolnico. Sem bil 2 dni v bolnici, sem rekel tukaj, da jaz majčken igram vlogo žrtve, ampak to ni palilo. Pol eno nedeljo zjutraj, takrat, ko je maša, ko vejo, da bo največ ljudi videlo, pride Marica, mi uročiti vabilo na zaslišanje kot obdolžencu. Majko vam jebem. Ne vem, na kjerga sem bil bolj jezen. Grem pol k odvetniku. Tak mi je odvetnik rekel, ti veš, tu ne bo nič. Ampak še sem nas malo živčen. Pa po nekih sodiščih hoditi tukaj v štatu, moraš pol odvetnika imeti. Jaz sem bil takrat čist brez denarja. No pa jaz vam zdaj nisem vse dogodke povedal, ki jih je bilo še ogromno. Pa niti nisem točno vedel, kako je šlo zaporedje. Enkrat je bil Stavros. Na Stavrosa so vsi prišli in jih nisem noč spustil. Meni zagrozo je rekel, boš videl, mi bomo tebe dubli, te bomo v naš naselje odpeljali, boš videl, koga bomo s teboj delali. Ni glih kakšna taka lušna zadeva, ne, zdaj, ko imaš veliko napadov na te politike, na Niko Kovač, pa na Grimsa, pa ne vem, kjer ga vse. Tu ni nič proti temu, kar sem imel jaz. Čisto nič. Pa še, namesto da bi me varovali, sem se mogel še zagovarjati jaz. Pa okoli odvetnika hoditi, da ne bom jaz zaprt. Jebem ti Boga in državo. In ljudi, ki to podpirajo. Pol enkrat se spomnim, je šel en z nožem nad me. Z nožem je bil, z nožem. Sem rekel, ti majster, če boš prišel do mene, te bom mogel napolnil, ker imaš nož, ste nam samo 2krat klafutno, ker ne morem riskirati, me ti lahko mislim, nisem mu to vse razlagal, ampak v glavu sem pa tomu, če grem z nožem, kaj ga moraš napolnil, bolj da ga tika un tebe. In vem, ga samo brcnem v roko, tisti nož mu pade na gobec, je samo pol dol na tla in obležal. Majko, ti cigansko šti z menoj, šel z nožem. Tudi, ko se je diskoteka že zaprla, pa tudi, ki je bila še odprta, sem tudi z njim težave, če smo se kje v Trebnjem srečali. Pa so žugali, boš videl, te bomo ubili. Pol, ko sem v diskoteko že zaprto, se spomnim, enkrat v Trebnjem je bila včasih prireditev Trebanjski koš, iz Trebanjskega koša, ne vem, a to še obstaja ali ne.
ne vem. Ne hodim več po teh žurkah, ko sem star, pa včasih je bilo in grem jaz malo pogledat in en pijen rom do mene, pa me bo prefukal pa tu. In kao so ga trije držali, da me ni mogel, ker so ga oni držali, drugače bi pa me. Kaj bi ga z veseljem nakauteral. To je bil en, ki mi je tle najbolj probleme delal. Veste, boste rekli, da sem pokvarjen, ker take govorim. Pa veste, niste bili vi moj kož in ne veste, koliko sem jaz najebal zaradi tega, koliko sem v problemu, koliko sem denarja zgubil, koliko sem živcev zgubil, koliko sem vsega. Pol enkrat sem šel na Stavros, mislim, da je bil Stavros, ne bom trdil, vem pa, da je bil v Dolah pri Litiji. Sestra so šla in so imeli pa elektrošokerje, pa so mi takolega kazali, pa smejali se. Pista ti materna, jebem ti. No, zdaj imam tle mir, zdaj. Ampak 10 let nazaj, ne, ko je bila diskoteka že zaprta 5 let, smo šli eni prijateljci v Prekmurje. V kul hodili, skozi ga pomalem pil. In potem smo zvečer, tisti, ki ste s Prekmurja, bom malo bolj podrobno opisal, da boste točno vedeli, kaj je bilo, da ne bo kdo rekel, da se zmišljujem. Tam je v BTC-ju je bil en bowling, pa kao malo diskoteke, neka muska je bila celo v živo, ali ni bila, v glavnem plesalo se je tudi, pa bowling igralo, ni tu šlo čist glih skup, ampak tako je bilo. In mi gremo tudi kaj. Bili smo 3 fantje, punc pa ne vem, koliko je bilo, so bile 2 ali jih je bilo kaj več. Punce so bile s Prekmurja, fantje smo bili s Trebnjega. In jaz pa še en, so rekla, bom malo punce osvojala in greva do enih, ki tam za mizo sedijo. Jaz tam eno nalagam, sem rekel, ti, kakšen faks pa hodiš? Prav ne hodim na faks. Sem rekel, kakšno si pa srednjo šolo hodila? Prav ne, samo osnovno šolo imam narejeno. Takrat mi je pa kapalo, da je to najbolj Romkinja. Pa, ali sem čutil, da bi lahko kakšni problemi bili, ali sem čutil, da nimam nobenih šans, ne vem točno, kaj je bilo. In jaz se poslovim, kolega pa ostane. Je pa bilo Romu vsaj 50. Vsaj 50. Rečemo 25 moških, 25 žensk. Pa kdor ženske nimajo veze. No, in jaz sem pol bil v tej družbi, pa še ta tretji kolega, ta prvi se je pa skus nekaj z njim ukvarjal. No in pol se mi glih odločimo, da bomo šli. Bili smo vsi fino pijani, ne mrtvo pijani, ampak ki cel dan piješ, pa si tak mal, kako bi rekel, slab, ne vem, kako bi to razložil. No, in kao gremo v en diskač, ko smo tudi že prej parkrat bili, pa smo šli v tisti diskač, ki je bilo ful dobro. Pa prav ta tretji kolega, prav sem še na WC grem. Jaz pa, kot da sem nekaj čutil, gledam. WC je pa bil tisti, ki ste iz Murske Sobote, veste, tam, mi smo pri bowlingu stali, tam, ki se tiste kugle meče, ki smo tudi ta bowling šli, in on je šel v WC. Pa tu je 20 metrov sigurno, če ne 30.
Meni je bilo nekaj sumljivo, gledam. In ga vidim, stop v noter, čez 3 sekunde v rikverc preleti, pa 2, ki ga mlata. Jaz šibam, enega udaram, ne vem točno, kako je bilo, tep se začnemo. Jaz samo vem, da sem hotel udariti, pa nisem mogel, to je bilo najbrž zaradi alkohola. In tudi z enim se tepem in sem sam pričakoval, da bo odzad preletelo. Sem mislil, se ta kolega ne bo tepel, ker on se ni nikoli še v življenju tepel. Pa zgleda, da se je mal, tako da jih nisem nič odzadej. Pa preleti ena romkinja iz flašo Coca-Cole, da me bo udarila. Nekako tako so se znajdla, da je bilo med nama, tam so bili še avtomati, fuzbal pa nekaj drugega, ni bil fuzbal, se še spomnim, da je bilo nekaj drugega. In ona mene hotla iz flaša udariti čez tisti avtomat, jaz se ne 3krat proti nej zamahnil, s pestjo bi jo napolnil, če bi lahko, pa nisem mogel. Nisem jo mogel, ne vem zakaj. Čudil sem se, pa za koga jo jaz ne zadenem. In pol naenkrat nikjer nobenega. Od Romu, moj kolega čist krvav, tu je v potokih kri tekla. Pridejo tisti redarčki, pa meni pravijo, gospod, najboljš bi bilo, če bi vi šli. Jaz sem vedel, kaj to pomeni, da ga bom najebal, da se jih oni bojijo. Unga kolega ni bilo, šel je najbrž na WC si dusprat, ker tu mu je kri tako tekla, da ne boste verjeli. Jaz pa 2 punce, jaz ta prvi, 2 punce za menoj, pa ven. In ena kurba preleti od zadaj in me napolnil udar. Tlele, takole. Ampak tu ga sploh nisem videl, ne. Ker veze, če to dospret udar, se mučka nazaj, ne, to je udarc, veste, koliko je to blažji udarc. Tako, kot te pa udar, ker ne vidiš. Jaz se spomnim, da se sem prvi blisk naredil, pol pa tema. In jaz sem za ene 5 do 10 sekund pol nezavest, tako je pol una kolegica povedala, rekla, da sploh ni vedela, kaj naredi, da se je že una hotla tepst. V kaj se još ti tebla bolj? No, ampak pol sem se prišel in sem vstal, pol je pa spizdal. Ampak ko ti padeš v nezavest, si omotičen, pa tak, da se ne moreš tepst. Še vidiš na dober. Gremo mi ven, pokličem policija, da so me pretepli. So me res pička imati. Bomo prišli. 2 ure smo jih čakali. Ali pa, da ne bom pretiraval, lejte, da nam pretiraval, 1 uro pa sigurno. Pa bi bolj rekel, nauč 2 ure, k 1 uro, ampak dober, 1 uro pa sigurno. Tu grem pa staviti, presežem karkoli, tako da. In oni so se zbirali. Zbirali. Dobro, da se ni še enkrat začelo, ker njih je bilo 20 sigurno. Midva sva bila pa 2, plus čist poškodovan. Pa tudi jaz poškodovan, mislim, če si prej v nezavesti bil, ne, nimaš ti tacga. No, in pol pride policije, jih je prišlo, pa ne vem, 2 avta sigurno, 8 jih je sigurno bilo. In pol tam neke, malo mene zaslišujem, malo unga. In tam je bil en pameten, pa je skus meni jebal mater. Jaz pa enkrat rečem, jebem jaz te mater od stare mater, stukat mater. In onih 20 mame. Policaji nekako umirali in pol en policaj jih meni, kaj se pa ti greš, da jim jebeš mater? Kako se pa vi z menoj pogovarjate? Niso mi 2 kravska pasla. Tu sem da enega kolega foro pobral. Se rekel, sem za vas vi. Se rekel, kaj? Oni meni lahko, se niste nič razburjali, ker sem pa jaz nazaj, se pa razburjate. Sem rekel, sej vem, se imate težak ših, bojite se jih. Pol je še en frajer prišel, pa si zapisuje mojo tablico, ki bi moj avto tam parkiral.
Še rekel, ti kar zapisuj, še telefonsko ti dam, če češ. Pa se mi zdi, sem mu celo še telefonsko dal, pa še do mene rekel, ti, ampak je bil kulturno oblečen, pa to, rekel, ti boš videl. Sem rekel, najbrž, ja. No in pa smo šli še k doktorju. Meni ni bilo neke hude sile, ampak sem šel malo tu, kde je zapisnik bil, kolega je bil pa orenk. Pa gremo spat. Zjutraj se zbudim in mačkast in pretepen. Ta prvo grem pogledat se v špegu. Pa se ni nič videlo. Nič kaj hudo črnega, nič kaj je bilo ono še rdečo, bolj kot črno. Ampak pol mi je učtle malo črn ratov, kasneje. Sem rekel, dober sem čez, rekel, tudi nič ne boli. Mislim, malo je, ampak bi pričakoval, da ful več. No, pa zjutraj fruštek, jaz v usta dam, ko ugriznem ta prvič zabolelo, tako, jaz sem pol 3 dni mogel jesti. No, pol dobivam, gledajte, tu nam čisto točno. Dobim nekaj od sodišča, da zdaj, če zahtevam pregon. Seveda ga zahtevam. Pojte po uradni dolžnosti, ker takrat, še takrat ko sem me v Trebnjem, sem pa rekel, če sem prijavljen ali je šlo po uradni dolžnosti. So se mi lagali, ta so rekli, da so dali Romi prijavo. Pa sem pa rekel, zdaj me pa zanima, kdo je dal prijavo. Pol so pa povedali, da je šlo po uradni dolžnosti, da oni niso mogli spregledati kaznivega dejanja, ki sem ga delal jaz. Ne? Tle so pa oni rekli, da bojo preganjali samo, če bo na moja zahteva. Tako nekako je bilo, lejte, to me tudi ne čist držati za besedo. No in pol tam še nekaj, da mi sodišča kliče, me sunga toživca, kaj je bil. Tako rad bil da bi jaz tu bil zato, da se vse ustavi. Jaz pa ni šans. Kolega pa ni hotel, načun je bil pa zato, da se ustavi. Jaz pa ne. No in pol sem šel celo v Mursko Soboto, sem mogel na sodišče in mi že... nisem še tu povedal, ne. Ta glavno sem pozabil, ko pride policija, prav, kdo vas je udaril. Sem rekel, onle. Jaz pojma nisem, kdo me je udaril. Pokazal sem onega, ki je bil najbolj glasen. In veste, sem na ta prav ga pokazal, ker pol tam, ko so prišla, je že pameten bil, da ni imel nobenih dokazov, da me je on. Sem rekel, pa si me? Sem rekel, sem zanima me, če si me. Je rekel, jaz, če si bil, on je rekel, sem bil. No, gremo pa k hunem toživcu, on tam pametuje, skače. No, pol je pa toživc rekel, da lahko zahtevam družbeno koristno delo za njega. Lahko bi ga tudi tožil, pa tu se mi ni dal, niti nikoli nič dolgo. Tako da sem za njega, mislim, da 60 dni družbeno koristnega dela zahteval, kako ga je upravil, ne vem. Tako da to je bilo tu. Bil sem zavarovan življenjsko takrat in sem dal seveda, poškodovan sem bil, odškodninski zahtevek. Ena zavarovalnica mi je plačala brez problema, pa tu se je šlo za neki mali denar. Ta druga pa ne, da sem jih jaz izzival, da je tako videno iz policijskega zapisnika. Jaz tistega zapisnika nisem videl. In jaz pol pisal sem po mojem te zavarovalnici, sem rekel, lejte, če bi jaz bil Dejan Zavec, sem rekel, Dejan Zavec je bil takrat neki boksarski prvak. Sem rekel, Dejan Zavec jih ne bi upal izzivati. Sem rekel, in vi mislite, da jaz 43 let star tip bi šel iz Trebenga v Mursko Soboto, da bom tam 25 tipov Romu izzival. Ko ste vi naumni ali kaj vam je.
Sem rekel, lejte, drugače mi pa čisto vseeno, ali boste vi meni tole odškodnino izplačali ali ne boste, ker če mi jo ne boste, bo to zame dober znak, da moram zavarovalnico pri vseh stvareh zamenjati. So se šlo sem za ene 250 € in so mi pol izplačali. No, pa imam pa še eno zgodbo, ki je bila pa pred kratkem. Jo pa tudi ne smem povedati, zato ker so bili zraven eni ljudje, ki ne vem, če bi želeli, da tu povem, pa njih omenjam. Po mojem, veste, ljudje se tu bojijo. Ljudje se tu bojijo. Ker sošolc moj je zdaj na svobodi, ki je v Čuetavbu. Tle pri nas, živi glih tam gor. Tako da ga srečam kdaj. Pa je tak kar močan, najbrž ko je v zaporu bil, malo treniral, pa to. Tako da ne, ljudje se bojijo. Tako da ne bom še te zgodbe povedal. Pa je fejst zanimiva. Mislim, fejst zanimiva. Zanimiva pa žalostna. Pa jo ne bom. Glejte, bom zelo hvaležen, če v komentar napišete, kaj si vi mislite o vsem tem. Glejte, napišite tako, kaj mislite. Me prav zanima, kako mislite. Jaz, kakor sem na začetku povedal, jaz bom sebe mu za heroja. Še nekaj vam nisem povedal, tule vam pa moram povedati. Pa imam tule zapiske, ampak sem pozabil napisati, tole vam moram povedati. Pa jaz, ko sem že diskoteko zaprto, eno leto, niti nisem bil v Trebnjem, je pa bil spet ta trebanski koš. Bil sem, ne vem kje, in berem na internetu, da so policijo iz cele Slovenije aktivirali, ker so se Romi stepli, sicer takrat niso v cajtangah pisali, da so bili Romi. Zdajle se tu malo začenja. Ker bogi je ljudje v Novem mestu. Bogi. Ampak vi ostali Slovenci, ki nimate teh problemov, jih ne vidite, si mislite, da so neki ne vem koga pokvarjeni ljudje. Pa hoče samo v miru živeti, tako da, če kdo to gleda, jaz sem z vami in vedno vas bom podpiral, zato ker vem, kako je to. No, berem jaz na internetu, v Trebnjem enega zaklal, ga pelal v zdravstveni dom, ki je bil čisto zraven. Pred zdravstvenim domu se je pa saj 100 teh Romov zbrali in so hoteli noter udariti, da bojo do unga prišli, da ga bojo do konca ali ne vem kako. In pol so tistega pelali z rešilcem v Nov mest, pa so se še v Nov mest začeli zbirati pred bolnico. Aktivirali so policijo iz cele Slovenije. Takrat se mi je pa fino zdel. Sem rekel, en Tomaž Gorec je v svoji diskoteki sam red naredil, pa namesto, da bi mu policija pomagala, mu je še nagajala. Tle smo pa videli, kako je. Se mi je pa prav dobro zdel, da se je to naredilo. Tunga človeka, ki je bil zaklan, mi je bilo žal. Ampak tle se je videlo, kako je tu. Pa je policija zraven zdravstvenega doma, pa niso mogli rešiti. To verjeten še kakšen članek, ki obstaja.
ne vidim nič. Veste, tu mediji o tem tudi zelo malo pišejo, ne. Ampak, kaj bi se najdlo, no. Tako da ja, napišite v komentar, kaj si vi mislite o tem, kar sem povedal. Jaz sem ponosen nase. Mislim, da sem eden redkih borcev za pravice naš ljudi, ki imamo probleme. No, nisem edini. Spomnim se še enega tle iz naših koncev, ki ga poznam, avtoprevoznik je dobil informacijo od enega, da so mu Romi iz gozda njemu drva pokrali. On pa še z enega je dobil in direkt v naselje in ste jih ene par prefukala. In te so bili pol tudi na televiziji, Romi, vsi poškodovani, ženska, veste, ker tu so mojstri za simulirati, ne. Tudi to je bila navada, vem, da so se med seboj v avtu, v dva avta se jih je vsak avto 5 usedlo, so se med seboj zaleteli in pol vse vratovi boleli, zato da so od zavarovalnice dobili pa te fore. Ne, tako da so bili po televiziji, tudi če bi malo pogooglal, bi najdel, ne, to se je v romskem naselju tle v Novem mestu dogajalo. Tako da ta je tudi heroj, eden redkih, ki se kaj upa, ne. Veste, kdo mi gre pa najbolj na živce, pa jih je tle v Trebnjem fejst veliko in se bojo tudi prepoznali v telem, ki bom zdaj rekel, ne. Bo rekel, jaz se pa z njim dobro zastopam. Fino se hvališ, s lopovim kriminalcem se ti dobro zastopaš. Super. In zaradi takih smo tle, ki smo. Tako da, ne vem, tudi sem slišal en podatek, koliko je to letno dobijo socialnih podpor. To gre v 100 000 evrov. In mi to plačujemo. In to dobivajo že 50 let, pa še naslednjih 50 let bojo, kao da se bojo asimilirali. Lej, daj jim ti en obdobje, če se bote, če se pa ne bote, se pa ne bote. Jaz z njim ne bom v problemu. Je še teh 50 let, ki bom živel, bojo pa imeli vaš otroci, ki gledate tole, veste. Ne bo to enostavno, pa nimam nič proti njim, samo delat ne hodijo. Ne pa, da jim je naš župan bivši se v Dolenjskem listu pisalo, da so jim uredili vrt, da bojo vrtičkali, kar pozdravljam jaz, ker delo je rešitev za vse. Župan občina Trebnje je pa plačala komunalo Trebnje, da so jim posadili krompir. Jebe mi Boga, moj foter ga 87 let star sam sadi. On je mogel pa komunalo, kaj pa so še komunalo dobili, da so ga še odkopali ali kako. Lej, delaj ali crkni. Pa to ne velja samo za njih, to velja za vse. Nimam nič proti tisto, dela, naj dela, dajte, jaz nikoli ne ločujem ljudi po neki rasi, tu, tretji veri. Jaz jih ločujem predvsem med lenuhi pa delovnim ljudmi. Pa seveda še, če so kriminalci nepošteni, tu, tretji. Tako da to je to. To je ta moja resnična zgodbica
čist nič zlaganga. Lejte, tam, ko se nisem čist točno spomnil, sem raj rekel, ne vzeti za 100% informacijo, ampak lejte, 99% stvari, ki sem jih povedal, drži čist v piko. Lejte, tišče sem pa kaj zamešal, da me je prej z nožem napol, ali je bila prej kazenska ovadba, to pa ne vem, lejte, ne, tako da. To je to. Hvala za ogled. Pa še enkrat prosim za mnenje. Hvala, dio, mejte se.